pravzaprav postajati dansko samo zadostno in se začelo zapirati na znotraj. Seveda je bilo to povezano tudi s političnim sistemom, z samim gospodarstvom, takrat se je tudi železnica ukinala, začeli so se stanovanjski bloki graditi. In na splošno bi rekli, ne, to tretje obdobje je bilo zelo divje, zelo krupno in je pravzaprav zelo veliko se zgradilo se nekaj polovice Velenja. Da vam pa še enkrat to razložim, zelo značilnost za arhitektura je, da ni dokončana. To je arhitektura kar brsti, zgor, levo, desno. To lahko pravzaprav gledate v neskončnost, po celi Šaleški dolini. Ne veste, ki se začne, ne veste, ki se konča. No in tak standard je bil načrtovan na samem Titovem trgu, ampak takrat je bil še Žgank župan in mislim, da ni bil več bil pa predsednik zveze z dvorcem in je začel postavljati spomenike. Zdaj, ta prva generacija je začela pravzaprav atakirati pač prostor, ki je bil najbolj aktualni, in to je bil centralni predel mesta. Žgank je pa pravzaprav isto začel, kot hobi, začel postavljati spomenike na najlepših točkah. In na ta način je pravzaprav na nek način zaščitil določene parcele. Ker zdaj točno tam, kjer je spomenik, jaz vem, da sem videl skice, je stal še enkrat večji standard, ki je pa stal pač na papirju. Seveda ne, zdaj potrebe so bile in gradilo se je veliko, in potem so dejansko v tistem obdobju so pač hiše poiskale prostor, kjer so bile in so se priklopile. Ne glede na neko logiko prostora, ne glede na neko prostorsko kompozicijo, recimo, ki se je Trenc zelo prizadeval, in je tudi nekako zelo uspel, zelo nekako senzibilno. Tudi neke prave logike ni bilo, stanovanjske hiše, pol nekako veliki bloki, udaljeni. Tukaj so pravzaprav tudi bile razlage, da so se zmotili, da so se prvi hiši nabili, potem lahko komunala predraga in potem so pa na koncu postavili stanovanjske bloke, kar so preko neke logike. Skratka to, ampak dejansko v bistvu moram pozaviti, da nekje sam arhitekturni stil, tak strukturizem je to pokrival. Niso bili oni to tisti slabi fantje, dejansko so imeli neko legitimnost v takrat veljavnem arhitekturnem stilu. Zelo zanimiva je ta Šaleška ploščad, vem, da smo mi takrat raziskovali, kdo je avtor tega, pa nismo ugotovili. Jaz sem se na Ljubljani pogovarjal z bratcem Tomušičem, glavnim urbanistom, ki tudi v Ameriki študiral, on je rekel, to se delajo oni vaši, kjer je naši, Zavod za urbanizem, Miklovec pa to. Na zavodu so rekli, to je delo bratcev, mi smo samo risali. Tako da zdaj tukaj, seveda se še posebej pol, ko se je to pokazalo, da so pač ti kolosi, da se da nastajajo pač neki problemi, da ljudje trkajo, da se majhni hodi, veliko stanovanj. Seveda v tem obdobju imate tudi dobre arhitekture, recimo tudi knjižnica, ki je pravzaprav malo naredilo, je tudi ta stil, strukturizem, da se nosilci ven lečejo. Tukaj je pol nastavil celo nek obraz, zdaj je bil to naključno, ali ne, se ne ve. Skratka, bolj se mi zdi značilno to tretje obdobje, da ni bilo urbanizma kot takega. Morate pa vedeti, takrat je pravzaprav celo Velenje čepelo na Rudniku, pa Gorenju in dansko mesto pravzaprav niti potrebe ni imelo, da bi sploh postavilo mesto, recimo, kot je bilo Šoštanj, kot je imelo trg, kot je imelo neko funkcijo, ali pa Celje, Slovenj Gradec. In dansko je bilo celo Velenje je bilo pravzaprav neko stanovanjsko spalno naselje, kot nek park. Zato je pravzaprav ta arhitektura tudi nekaj časa funkcionirala, razen ko se javna sebi začela povzročati probleme. Problemi so bili recimo ti cigančki, recimo, ko so ga potem barvari. Problemi so, ko so hodili ljudje pač mimo kanza smeti, ko je bilo preveč stanovanj in ljudje so postajali nervozni in dejansko je bilo to neka utojena arhitektura. No, ampak v tem obdobju se je pojavil teoretik Kenny Lynch, ki je pravzaprav začel kritizirati ta stil in je nekako pravzaprav to je začetek postmodernizma, ko je začel razlagati, da pravzaprav vsa mesta, vsa grejna struktura, on je začel to obravnavati, kot da so to bitja. Kot da imajo dušo, kot da pravzaprav nekaj čutijo in da imajo mesta spomin. Kaj se je dogajalo nekoč na trgu, zakaj je bil trg, zakaj so nekakšnih ulicah. No in to je bilo pravzaprav v dobi, ko smo mi študirali, jaz bi tu pač omenil, Goran Semičnik, Edvard Lučina, Saša Pijano, ko smo pravzaprav bili deležni te vzgoje, in danes, ko smo se vrnali, smo se jaz osebno, se pač pod vplivom tega Linča, pa tega podobe mesta, pravzaprav začel
Velenje gledati drugače, ne, in zdaj s tisto politično nalako se jaz pravzaprav nisem dosti ukvarjal, ne. Mene dansko zanimo prostor kot prostor. No in ker ta postmodernizem, ne, ki je pravzaprav se povzročil, je bil tudi globalni pojav. In to je bilo obdobje, ki se je začelo tam v 80. letih in na osnovi tistega stila se je recimo takrat Celje obnovilo, šolstvo se je obnovil, naredil se preobrat. Zdaj, Slovenci smo zelo radikalni, ne, in pri nas je vedno vse dan ali noč. Ne, in tam po nekje po drugi svetovni vojni je v bistvu pravzaprav vse, kar je bilo staro, je bilo manj vredno. Nazadnjaško, zatohlo. Vse, kar je bilo pač novo, je bilo tisto ta pravo. Pa se je nekaj pa preobrat. Ne, zdaj, kar nekaj je bilo pa vse staro vredno, ne, pa vse imelo dušo. Ne. In mi smo še vedno bili v Jugoslaviji, ne, kar nekaj se začelo govoriti, da Velenje duše nima. Ne, in kar nekaj se začelo govoriti, da so to socialistični sivi grdi bloki. Ampak niso bili socialistični sivi bloki, zgradili so se socializmu, bili so pa pravzaprav moderni, modernistični, internacionalni stopi tudi. Ampak pravzaprav se je to začelo, ne, in potem recimo kar nekaj se začelo ljudem tožiti po Šoštanskem trgu, ne, ki je bil koncentriran, ko je bila gradnja zaključena, pa po Celjskem, ne, ko so bili majhni prostori, ne, Velenje je bilo pa vse prepihno. Ne. Ampak potem se je zgodilo Pikin trg, toga prelitev, ki je Milanšek naredil. In takrat se spomnim, da je bil velik živ žal, ne, mislim, celo helikopter preletel, ne, in takrat se je nekako pravzaprav spontano prišlo, lejte, sej, Velenje ima tudi trg, ampak drugačen trg. In zdaj, če ga malo drugače pogledate, ne, je tudi lahko to pravzaprav nek privilegij, ne, zdaj tam šoša se trgu, pa helikopter ne more pristati, ne, tukaj pa lahko, ne. Zdaj sem stvar interpretacija. No in seveda smo se to angažirali, ne, smo začeli pisati v naš čas neke kolumne. Zdaj, jaz moram se malo posipati s pepelom, ne, moče smo bili malo predlogi do starejših projektantov, ampak rad bi se pravičil, sem pa verjel v to, ne, da dansko delajo škodo, pa da smo mi tista generacija, ko bomo to vse upravili, ne. Zdaj vem, da ne bo šlo. Ampak dobro, v bistvu javljeni smo bili, bralo se to takrat zelo veliko, ne, in no, na osnovi tega potem, tu bi še moče omenil Kac Marjana, ne, ki se je nekako bil mestni člen in je nekako skušal to v našo generacijo vključiti, dal možnost, če se takrat že šel že na svoje, ne, da takrat se je pripravljal za zdalni načrt in mi mladi smo zelo pritiskali, ne, na tečaj, nekako smo verjeli, no in starejša generacija pa pravzaprav še posledično zaradi dogovorne ekonomije je bila proti natečajem, ona je bila bolj, da se dogovorimo, no pa potem se je Velenje vseeno odločilo, da so naredili vabljena na tečaj. In v bistvu sem bila povabljena jaz, Nan Bekotnik, pa Edo Lučina, ena ekipa. Potem je delal Zavod za urbanizem, pa mislim, da je delal z Maribora, če se prav spomnim. No, ampak potem je bilo zanimivo, kako smo zbirali komisijo. Komisijo smo zbirali, vsak je pač povedal svojega predlog. No in mi z Edijom smo predlagala vodopilca, Aleša vodopilca, pa Torkarja iz Nove Gorice, ki se je s podobnim s tem ukvarjal. Jaz mislim, da nismo verjela, no, da bomo pravzaprav zmagala, ne, ampak pravzaprav ni bilo meni to pomembno, meni je bilo pomembno, da se dobil priložnost, ne, da lahko pravzaprav nekaj fizično pokažem moje razmišljanje, ker takrat je bilo kar naprej diskvalifikacija, ne, ti bote, pa kaj prej naredite. Kakorkoli, s tem natečajem bi rekel, da se je pravzaprav materializiralo četrto obdobje, no in tukaj vidite neke abstraktne vzorce, ne, to je potem Kevin Lučil, to je neka metoda, ne, ker mi pravzaprav arhitekti poiščemo glavne vsi neke vedute, neke možnosti, nekih teh poudarkov. In tu bi lahko naredil posebej predavanje, vidimo dve mreži zgoraj spodaj, ne. Ampak celo Velenje, celo jedro Velenja je še zmeri pravzaprav na Trenčevi urbanizmu. Vse te stare stvari, ki so se obdobne zgodile, so se pravzaprav zgubile v prostoru in niso bile deležne te slave, kot tam ta drugo obdobje Velenja. Zdaj, skladno z doktrino takratne stroke, ne, ki je dovoljevala pogled nazaj v preteklost. Ne, ker tudi problemi prejšnje ture so bile, da so ti arhitekti vedno hlastali za novostmi. Oni so vedno želeli vedno bolj nove hiše, vedno drugačne. In to je težko, ne, zato so bolj tudi zabredli v neke stiske. Postmoderna je podaljevala, da se lahko vi navdihne tudi nazaj, ne, tudi na preteklosti. Ne. No in potem smo dansko midva šla do Trenca, ne, in smo videla, da ta zasnova ima neko logiko, da razume prostor, da se je usedla, ne, da je v pravem merilu, ne, da pa ni bila pravzaprav dokončana. In pravzaprav največji dosežek je bil tam, ne, da se to vse skupaj začne samo zgoščevati. In to pravzaprav tam, kjer se njegovo delo končalo, bi ne pač Velenje začelo na novo.
In dansko to so potem nas zbrali, vem, da je bilo to meni zelo burno, tudi politika se je kregala, ne, kar je prav. Kar se mi zdi prav, da so se določene stranke, ki mislim, da so bili še najbolj zaslužni zeleni, so celo pogojevali, ne, ta načrt, in potem je Svečko Meko takrat je župan to sprejel, z enim poudarkom, ne, ceste. Tukaj, ko je v bistvu za domom kulture na Prešenova, ki se je potem v 80-ih letih prekinala, takrat, ko je bilo celo mesto spalno naselje in so bile te peš promenade, fußgänger cone moderne, se je prekinala ta cesta, ki je pravzaprav Trencijo imel. In tu novi naš predlog je bil, da se to zopet ponovno spostavi, ampak tukaj je že bil velik šolski center in so se začeli pogovarjati, da pač otroci hodijo, da grejo peš in napetje in tukaj pravzaprav s tem pogojem je bil, da se to pač ni realizirano. Zdaj, jaz sem bil pravzaprav vsem vesel, da se je vsem kakor tok, ne, smislu to, ali bo že čas pokazal, da se bo to spostavilo in recimo tudi tukaj te Trencove težnje, potem urejanje prostora pač se niso uspeli realizirati. Jaz sem potem dobil še privilegij, da sem lahko celo zgradil hišo po svojem urbanizmu, kar moram reči, da je danes kar redko, težko, zdaj sploh, ko je pravzaprav naš poklic poskušajo vedno bolj regulirati, skušajo tudi nekako razslejevati, ne, urbanizem, arhitektura, posebi, je v bistvu zelo malo projektantov, ki je pravzaprav lahko bilo, da so kreirali urbanizem in potem še naredili hišo. No in ta moja prva objekt je pravzaprav bil tak izkaz spoštovanja modernemu Velenju. Jaz sem skušal biti avtorski malo drugačen, ampak nisem pa skrival navdiha pri bližnji direkciji, pri teh umetih, pri teh estetiki, pri teh horizontalnih oknah. No, ampak zanimivo, da ta hiša pravzaprav pri ljudeh ni bila tako sprejeta, kot sem jaz pravzaprav si umišljal. Jaz mislim, da zdaj bo pač rekli, no, to je zdaj tista prava pot, ne, zdaj ste tisto pravzaprav Trenca rehabilitirali. No, tako da pravzaprav pri drugi hiši, ko smo imeli možnost, sem se malo bolj sprostil in smo šli v neke druge konstrukcije, ki pa pravzaprav tudi nisem bil zaslužen, je bil pravzaprav statik, investitor je glasbo pritiskal, ne, da se vodi, ne, da je treba čim prej. In potem nismo se pač učili glavne betonske konstrukcije, rekel, kaj pa ne bo mi to z jekla narediti, ja, pa to bo znali, seveda bo znali. No in potem smo šli v te industrijske detalje, in te konstrukcijo montažno, ker sem zelo živo z Rančakom Ivanom, smo tukaj skupaj znala, ne, seveda se je potem izkazalo, da je bilo pravzaprav to problem, ne, in da pravzaprav smo zamudili še več, kot če je bila zidana, ne, 3 mesece, da je bilo pravzaprav bil kontraefekt. No, tukaj se je pa začelo pač ta kazati, da tukaj se ta cesta ni odprla, ne, in tukaj je ta hiša pravzaprav nek zaključek in je bilo eno prvo slepo črevo, čem bom še pa malo več kasneje. Skratka, kakorkoli je, Velenje se mi zdi, je vse po moji oceni, ne, se mi zdi, da sem tukaj bil predvsem zaslužen, da je prišlo malo k sebi. In najbolj se mi zdi pomembno to, da je dobilo nekako na samozavesti. Zdaj, jaz se spomnim takrat, ko je pač Jugoslavija razpadala, ne, se spomnim debat, ne, in se mi zdi, da Velenje takrat pravzaprav ni maral nihče. Vsi so se ga hoteli reči. Zdaj, tisti komunisti, ki so ga gradili, ne, v dobre meri, ne, so nekako čutili, ker se je pač Jugoslavija to zaključevala, ne, so vodili, ne, to je socialistično, Velenje nima duše, ne. Bil pa tudi en sloj prebivalcev, ki so prihajali bolj z ruralnih okolij, ki ga pa tak tudi niso nikoli sprejeli za estetik. In zaradi te radikalnosti, ki sem prej omenil, ne, da Slovenci zelo radi pretiravamo, ne, dansko takrat bilo Velenje ogroženo. In to so bile debate, recimo, jaz se spomnim, ko sem prišel, da so se na mestnem svetu pogovarjali, ne, da ravni strehe so prepovedane. Bilo je celo eno obdobje, ko so tukaj na 3 blokih naredili dvokapno streho. Zdaj pravili so, da ravne strehe ni šlo za našo klimo, ampak tudi na Švedske imate ravne strehe, pa Švici imate ravne strehe. Ne. In pravzaprav to se mi zelo zanimivo, da so vodijo zakoni. To, ne, kar se je pravzaprav s tem našo dejavnostjo te moje generacije, skratka v tem našem obdobju spremenilo. Zdaj, jaz osebno, ne, sem pol tudi bil deležen pač malo slave, ampak moram pa reči, da takrat sem jaz pravzaprav imel bilo že v Celju, nekako kot kreativc, kot arhitekt, tak sem doživel neko stisko, namreč nisem bil čist prepričan, da je to čist prav, ne. Pol začel nek dvom, da so moče bili malo tudi preradikalni, malo prenasilni v kritiki starejše generacije, predhodne generacije.
Modlo me pa tudi to, ne, sem pravzaprav mogel vsak poseg, vsako arhitekturo zagovarjati na mestni svet, ne, če je bilo organizirano izvršni svet, pa tako naprej. Skratka, ta arhitektura kot neka umetnost, ne, je postajala kar nekako preč politična, ne, dobil sem tudi vabila, dobro namerno, ne, da bi se sprehajal po mestu, pa gledal, kaj narediti, kaj ne. Ampak morate vedeti, to je bila že, mislim, bili samostojni v Sloveniji, bil drug sistem, drugi časi in to niti ni izneslo enostavno, ne, in plus tega, da sem jaz nekako vse pravzaprav res hotel vedeti, mene res zanimalo, a je to arhitektura, ne? A je to pravzaprav prav, kar mi počnem. Zdaj, jaz se spomnim tega zelenega estetskega terorja in modernizem kakorkoli kot tak je padel, ni preoblikoval ljudi. Je naredil veliko dobrega, ne? Pa dokončno jih ni preoblikoval. A ne, in zdaj tukaj jaz pravzaprav prodajam zopet tisto neko paradigmo, ne? Da to prav delam. In tako, da sem pravzaprav zavestno se nekako umaknil iz Velenja in šel na prosti trg. Velenje sem pa pravzaprav samo še malo tak sprejel. In seveda, čim odidete, vas drugi spodrinajo, kar je pravzaprav naravno in tudi prav. Zdaj, po mojem obdobju, pravzaprav pač ta zgodalni črt je bil sprejet, nek fundament, neka ustava je bila dana, razpravljala se je, ne, in tukaj se vidi, da se je zelo ena zanimiva zgodba zgodila, vsebinska, namreč ta nama, ki je v tretjem obdobju padla ko z neba, se postavlja, je pravzaprav njena dejavnost zamrla in je tukaj nastal nek kolos sredi mesta, no in potem je pač ta mestna oblast, stroko, ne, kdo je dal pobudo, ne, da bi se to vsebinsko preoblikovalo. In to se mi zdi ena lepa zgodba tega postmodernizma, ne, lepo nadaljevanje in se je zdaj tukaj nek objekt, ki očitno več kot očitno živi, ne, in se mi zdi zelo zanimiva zgodba. Ampak drugače pa generalno, koliko sem potem Velenje opazoval, se mi zdi, da žal je ga dobila v roke stroka, ki pravzaprav samega modernizma nikoli ni razumela, oziroma ki ni pravzaprav čisto dihala. Ampak zdaj tukaj bi jaz se obrnil na prav ta modernizem kot tak, kot stil, neobremenjen, kot neko umetniško, teoretično delo, nima nobene veze s socialno, ampak dansko se mi zdi, da ljudje, ki se mi je bilo pravzaprav zaupano, to poslanstvo, da niso, so bili zelo površni, tudi s temi imeni, ko smo jih pravzaprav potegnili na plano, se je dost površno jih omenjalo, niso prav zaveli, recimo, in so bile želje, so bili neki preizkusi, recimo tudi neke knjižnice, no in to je zelo zanimivo, steklena direkcija, ki je pravzaprav hiša, ki je vseh teh 5 točk CIAMA z leta 26 modernizma izpolnala, je potem lastnik sam zastekljiv, se pravi eno črto, še več pa to, jaz sem imel intervju in ko sem omenil tega arhitekta Jalošiča, je bila tiskarski škrat, in je bil Lančič, in ta napaka se še kar danes vleče, se privleče, ta človek je še kar narobe citiran, To se mi zdi zelo zanimivo. Je pa še ena druga zanimiva s to hišo, to je bil dansko arhitekt iz Celja, ki je bil takrat poklican v Velenje za tisti tako znani famozni projekt, ki je pa propadel in nekaj časa ni delal in smo dali to nalogo in je to naredil. To je bil pravzaprav njegov prvi objekt. Potem ni bilo tistih fabrik nič, je šel nazaj. No in potem delal industrijsko gradno in ko sem ga jaz spoznal, sem to hišo hvalil. In kar enkrat sem videl, da začel se vedno prevečevati, češ, da je bil pod vplivom Edota Ravnikarja, pa sem rekel, pa ne, gospod, to je meni hiša všeč, pa me gledal malo, pa mislil, da ga pravzaprav jaz hecam. In meni pa tudi pravzaprav ni bilo čisto jasno, gre za pravzaprav en arhitekturni biser, ki bi ga Velenje moglo res zaščititi. Videl sem pa, da on pravzaprav ni tiho z njim, in potem sem bil pravzaprav modro tiho in prišel, sem potem malo analiziral tega gospoda, kaj je on kaj naredil, in sem dansko videl, da je bil on tak bolj neoboročen, da so ga bolj privlačili bolj tako rokokojevske, in dansko ni šlo, in to se mi zdi taka zanimiva zgodba, da se lahko kreativcu to zgodi, pri teh arhitekturi. No in tudi drugače, zadalje črt, mislim, da zdaj sicer ne velja več, zdaj OPN še vedno velja, ampak tudi recimo ta Titov trg, ki je pravzaprav eno najlepša zgodba, hierarhična, namreč Dom kulture je pravzaprav in objekt, ki ima zasnovano fasado kot kuliso,
hoda ne najdete, ne, in tukaj je bil dansko neka ploščad prerejena, ne. No in zdaj vse, kar so naredili v teh 30 letih, so pač te kvadratke narisani, da se pravzaprav vidi dansko, da se ne razume, ne. In zdaj ta slava Velenja je v glavih Velenčanom, ampak se mi zdi, da ga sama oblast in tudi stroka v veliki večini ne razume. Ne razume pravzaprav ne prave vrednosti in to preveč povezuje z sistemom. Zdaj je sistem povzročil Velenje, ne, pa prava vrednost danes, vrednost Velenja je pravzaprav v sami arhitekturi, ki je internacionalna sploh. Zdaj, zakaj si upam to trditi, ne, ker pravzaprav željo v tej slavi Velenje ima, ne, in potem je naredil ta zadnji projekt Promenada. Jaz sem tukaj bil celo enkrat na to se pač delalo nekaj demokratično, neke delavnice. In določeni smo opozarjali, mislim, tudi Goran je predvsej opozarjal, ne, da tukaj je bila časih promenada, ne, ta cesta, ne, in da tukaj problem, da to ne živi je, ker je Velenja enostavno preveč teh pest con. In to je problem Velenja. Ne. Problem Velenja je to, da ga Rudnik nikoli ni spustil ze svojih kremplov in ga pravzaprav socialno veže na sebe in mu ne pusti, da bi se mesto razvilo kot mesto, da bi imelo svoje funkcije, da bi imelo tržnice, da bi imelo trgovine. Ne. In zdaj ta promenada je pravzaprav lep projekt, to so dobri arhitekti, par excellence. Ampak urbanistično je pa podobna zgodba kot za železnico. Ne. In so zelo pohiteli, da so pravzaprav naredili garažno hišo, še most so šli porušiti, pa ga postavili na istem mestu, sem zasukam ga. Načimernost par excellence. Zakaj? Ne? Za promenado. Ne. Zdaj, zelo zanimivo je pa to, ne, ker takrat v zagovorih so razlagali, da zakaj se jaz razburjam, ne, da to je pač v skladu z izdaljnim črtom, da to je mesto v parku, ne, da to je vedno mesto v parku. Ampak verjamete, ne, zelenica lahko pravzaprav ovira. Jaz še spomnim, ko je bila zelenica v Cankri, je bila živo mejo, z žico je bila zaščitena. Ne, ampak ljudje so podzavezno hodili, ker so bili na obeh straneh trgovine. Ne. No in takrat smo mi rekli, da je to tlakovati. In se spomnim. In tukaj je pravzaprav en lep izdelek arhitekturno, bogat, izveden lepo, ne? Ampak pravzaprav je zdaj posegal v samo srce Velenja in zdaj, kaj je problem te promenade? Ne? Problem te promenade je, da je to zopet za bogato mesto. Zdaj, kdaj so pa mesta bogata? Bogata so mesta takrat, ko se veliko trguje. Ali so v Boleki, ali so centralno, kakoli. Ne? Velenje pa še zmeri čipi na Gorenju po Rudniku. Ne? In to treba financirati. S čem boste to financirati? To je v bistvu taka promenada je za zaključene celote, za zdravilišča, za kampuse, nekaj. Ne? Recimo zanimivo z Google Mapsa, ne, je tukaj neko merilo, ne, in tu se vidijo pravzaprav te slepe ceste, ne, ki se končajo kot slepo črevo. To pa tudi poznamo v teoriji, prometniki. Ne. Najslabši v mestih so slepe ulice. Slepa ulica bi ne bila vedno nekje na kraju, v obrobnih mestah. Nikoli pa v centru mesta. In tukaj imate točno to. In potem se to plahovje nabira in ven pot je ista zgodba in ni tega pretoka. No in ta slika, ki je pravzaprav zelo lepa, danes, ko zdaj točno vidite, ne, ta obseg, ne, pest cone je enostavno prevelik, ne, in to mesto ne diha. Tudi če imate v bistvu slonovo srce, ne vem, v kozi, ne gre. In v bistvu to je bil nek tak poskus, se mi zdi, ki je danes zdaj zelo tipičen za peto generacijo, ne, da ta forma pred vsebino in se mi zdi, da tukaj bojo še določeni problemi, tudi zelo rad bi zdebatiral s tem, ne, ker v bistvu imamo različne informacije, da ta promenada enostavno ne deluje, da ljudje hodijo v službo druge, ker je dansko želja arhitektov bila, da z arhitekturo upočasnijo promet in da bo s tem to oživili, nekaj se bili kontra. No, ne govorim o tem poskusu, ne, ki se mi zdi pa pravzaprav, ne vem, bi se jokal, bi se smejal, ne, ki zopet nas zastopil, ne, da ni spomenik glavni. Glavni je pravzaprav Tito trg kot tak, kot ploščad, kot Pikin trg. Takrat ima Velenje možnost, da bo živelo. Če boste zdaj pa vi spet to spostavljali, pa nima mislim nič proti Kipu, za mene tam ostane, ne, čeprav pozdravljeni črpe je tam tudi hiša. Ste pa zopet skrešili hierarhijo, ne, zopet niste nič naredili, zopet se mesta ne morejo samo svojiti, zopet ne morejo svojih funkcij razdeliti, zdaj, če bo ljudje vodo občudovali. Ne bo šlo. Zdaj pravzaprav, če bi jaz počasi zaključil, zdaj to je bil tak blitzkrieg, in bi moče kar prebral zaključno misel. Lansko leto je bila 60-letnica Velenja.
Praznovanje je bilo daleč od tistega ob uradni razglasitvi mesta Velenja leta 1959, kar je mogoče celo prav. Mesto je postalo pač mesto, ima dobrih 30 000 prebivalcev, še vedno je majhno, a vendar ni več povsem obvladljivo, kar na osebno štejeno dobro. Po zasnovi velja poleg Nove Gorice za edino slovensko mesto izvedeno v celoti kot moderno. Medtem, ko je Nova Gorica zaznamovana za slavo arhitekta Edvarda Ravnikarja, Velenje ni obremenjeno z velikimi imeni slovenske kulture, vendar je v njegovi zasnovi zapisana vsa sodobna slovenska kultura, in sicer po generacijah. Zaradi ravno prave velikosti mesta so njegovi slogi in razvojno različna arhitekturna obdobja še vedno dobro berljivi. Spomin na velika odmevna slava mesta je še živ in Velenjčani so še vedno nagnjeni k organiziranju velikih dogodkov. A da bi uspešno vodili staro slavo moderne arhitekture, dodali kamenček v razvojnem mozaiku mesta z ambiciozno zastavljeno novo arhitekturo in se odprli navzven, tega žal ni zaznati. Praznovanje 60-letnice je lahko priložnost pogleda vase in iskrenega priznanja, da ima Velenje dragoceno arhitekturno zgodovino, ki danes lahko postane tudi kulturno-ekonomski kapital zaradi svoje drugačnosti, a da stara slava lahko tudi hitro zamre. Hvala lepa.